Moje ime je Jan in danes si bomo v Excelu pogledali eno zelo pomembno funkcionalnost najdi in zamenjaj. Pa gremo kar v datoteko 24, najdi in zamenjaj. V Excelu imamo včasih zelo dolge sezname ali zelo veliko podatkov, potem pa moramo nekaj najti. Morda to niti ni naša datoteka in se po njej ne znajdemo, zato bomo uporabili orodje. In sicer nekje v tem seznamu je oseba, ki mu je ime Peter, pa ne vemo kje. Ne da se nam iskati vsakega posebej. Gremo torej pod zavihek osnovno in v skupini urejanje kliknimo na gumb poišči in izberi. Odpre se nam spustni seznam, kjer izberemo prvo možnost najdi. Ko se nam odpre pogovorno okno, vidimo dva zavihka najdi in zamenjaj. Trenutno smo na zavihku najdi in pa v polje, če imate karkoli v polju napisano, to zbrišite, pa napišimo Peter. Vseeno ali z veliko začetnico ali z malo. In kliknimo nadaljuj iskanje. Ko smo stisnili na gumb, nam je Excel izbor celice premaknil na tisto, ki ima v sebi. Pa če zdaj kliknemo še enkrat nadaljuj iskanje, nas bo vrgel na naslednji zapis, v kateri je Peter. Če stisnemo še enkrat, nas bo vrgel nazaj na začetek. Iščemo pa lahko ali besedilo, ali številke, ali pa oblike. Kaj pomeni oblike? Če si pogledamo v tem seznamu, imamo besedo Tadej v vrstici 36 zapisano z rdečo barvo besedila. Torej, namesto da iščemo besedo Tadej, bomo Excelu povedali, poišči mi tisto besedilo, ki je zapisano z rdečo. Zdaj, oblika besedila je lahko barva ali krepko ležeče, podčrtano, polnilo celice, karkoli. Pisava določena. Do teh možnosti iskanja pa pridemo tako, da v pogovornem oknu kliknemo gumb možnosti. Prikažejo se nam dodatne možnosti. Najprej moramo seveda izbrisati besedo Peter, ker ne iščemo več Petra, vendar rdečo barvo. Na desni od iskalnega polja vidimo, da trenutno ni določena nobena oblika. Pa kliknemo na gumb oblika, kjer se nam odpre pogovorno okno in bomo izbrali zavihek pisava. V skupini barva pa bomo spremenili iz samodejno na rdeče. Zdaj, barva mora biti seveda identična. Če uporabljam drugačen odtenek rdeče, tega Excel ne bo našel. Pa kliknimo v redu in nadaljujemo z iskanjem. Edini zapis, ki je v tem delovnem listu obarvan z rdečo barvo, je torej Tadej. Zdaj, če spet pišemo v polje najdi Peter, ne bomo našli ničesar. Zakaj ne? Ker imamo trenutno nastavljeno, da naj išče Peter, ki je rdeče barve. Da spet iščemo Peter, ne glede na to, kako je besedilo oblikovano, moramo klikniti na gumb oblika in pa tam, ko smo nastavili neko obliko, klikniti gumb počisti. Pa potrdimo v redu. Pa dajmo si še enkrat odpreti pogovorno okno za obliko in pa imamo tukaj na levi spodaj en zanimiv gumb. Izbira oblike iz celice. Torej, če vidimo na zaslonu, da je besedilo oblikovano, ne vem, krepko, taka pa taka pisava, taka pa taka velikost, lahko mi to celico izberemo in Excelu povemo, da naj poišče tiste celice, ki so oblikovane točno tako kot tale. Pa tega zdaj ne bomo naredili. Dajmo prekliči. Pa si oglejmo še nekaj drugih možnosti iskanja. In sicer, prva možnost nam omogoča, da ne iščemo le znotraj določenega lista, vendar v okviru celotnega delovnega zvezka. Druga možnost pomeni le metodo iskanja, torej ali naj iščem po vrsticah ali pa po stolpcih. To ne spremeni kaj dosti. Tretja možnost nam omogoča, da pregledamo tudi vsebino formul. Torej, če je notri v formuli Peter, bo to orodje našlo. Pomemben je pa predvsem tale kvadratek, torej razlikovanje malih in velikih črk. Če ga pustimo praznega, je vseeno ali v polje napišemo Peter z veliko ali malo začetnico, kar je v bistvu to, kar večinoma hočemo. In pa zadnji kvadratek, ujemanje vse vsebine celice. Če bi v eni celici pisalo, tako kot tukaj, Peter Kolarič, torej v eni celici, in bi mi tukaj napisali samo Peter, bi ta zapis našlo, ker je notri v celici Peter. Če pa je to odkljukano, pa tega zapisa ne bi našlo, ker bi morali zapisati Peter Kolarič hkrati. Tako da to načeloma pustimo odkljukano. Pa zaprimo pogovorno okno za najdi in zamenjaj in gremo na drugi delovni list zamenjaj.
Tukaj imamo podatke o prodaji limon in pa pomaranč, vseeno kakšni podatki so, ampak včasih, ko podatke uvozimo iz interneta, iz angleščine, želimo in jih želimo posloveniti, nam lahko orodje poišči in zamenjaj zelo olajšata življenje. Tokrat želimo zamenjati vse zapise beach na zapis plaža. Posloveniti želimo. Ne bom šel vsako celico posebej in jo spreminjal. Pa gremo spet pod zavihek osnovno, v skupini urejanje in izberimo gumb poišči in izberi. Pa bomo tokrat v spustnem seznamu izbrali zamenjaj. Odpre se nam enako pogovorno okno, le da smo na zavihku zamenjaj. Pa da nas dodatne možnosti morda ne bodo motile, jih zapremo z gumbom možnosti. Pobrišimo vsebino v polju najdi in napišimo notri beach, B-E-A-C-H. To pa bomo zamenjali z plaža. Pomembno je, da to, kar bomo zamenjali, napišemo tudi pravilno. Torej, če želimo, da bo plaža zapisana z veliko začetnico, moramo tudi tukaj zapisati z veliko začetnico. Ko smo zadovoljni s tem, kaj smo zapisali, kliknemo na gumb zamenjaj vse. Odpre se nam še eno opozorilo, ki nam pove, da smo izvedli 16 zamenjav. Enako lahko naredimo tudi z datumi. Trenutno je tukaj zapisana letnica 2016, pa dajmo spremeniti na letošnje leto, torej 2018. Pobrišimo vsebino v polju najdi in pa napišemo notri, da naj poišče 2016 in pa vsebino zamenja z 2018. In kliknimo zamenjaj vse. In izvedli smo 31 zamenjav. Potrdimo z v redu, pa dajmo zapreti to pogovorno okno in se oglejmo stolpec G. Vidimo, da je nekaj narobe. Namreč decimalna mesta so pri nas oblikovana z decimalno vejico, v Ameriki in drugod pa z piko. In sicer tega Excel ne prepozna kot številko 0,35, vendar kot besedilo. Torej s tem ne bomo mogli računati. Če zamenjamo vse pike v dokumentu z vejicami, naletimo na težavo, namreč tudi v datumih so pike. Zato bomo kliknili v celico G2 in označili vse navzdol. Torej Ctrl, Shift in pa puščica navzdol. Pa kliknimo na gumb poišči in izberi in možnost zamenjaj. Ko bomo tokrat stisnili zamenjaj, bo zamenjal samo v območju, ki smo ga mi določili. Torej najde naj piko in to zamenja z vejico. Pa dajmo zamenjaj vse. 31 zamenjav in datumi so ostali celi. Pa dajmo zapreti. In vidimo, da je tudi v tem seznamu nekaj zapisov z rdečo barvo. Zamenjamo pa lahko tudi oblike. Tokrat bomo vse rdeče zapise zamenjali z zelenimi. Pa da ne bomo rabili hoditi skozi na osnovno in pa poišči in izberi, vam bom pokazal dve bližnjici. Kot v ostalih programih je bližnjica za iskanje Ctrl F. Do ukaza zamenjaj lahko pridemo tudi z gumbom na tale zavihek. Če pa želimo direktno do tega zavihka priti, pa kliknemo kombinacijo Ctrl H. Pa pobrišemo vse, kar je v naših poljih, torej pika in vejica, pa prikažemo dodatne možnosti. Tokrat bomo iskali rdečo pisavo, pa kliknemo v skupini najdi na gumb oblika in na zavihku pisava bomo določili rdečo barvo. Potrdimo z v redu in bomo zamenjali z zeleno. Spet oblika in pa dajmo eno zeleno barvo. Pa v redu. Ko kliknemo na gumb zamenjaj vse, bi morali dobiti 3 zamenjave. Tako, to je bilo za danes vse. To orodje definitivno rešuje življenje, vsaj moje. Upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil, mu dajte thumbs up. Ne pozabite pa se naročiti na kanal in spremljati mojo Facebook stran Office tečaji.